ko smo uporabili 3 različne metode, po telefonu, anketni vprašalnik, letno poročilo, smo dobili natanko 3 različne rezultate. Torej, in potem smo poskušali se znajti in moram reči, da je bilo delo zelo zahtevno. Torej, če pogledamo, in še hujše je bilo pa to, da velikokrat nekateri zavodi so nam poslali številke, koliko imajo ljudi med 18 in 65 let, nekateri ne. Nekateri ljudi v dislociranih enotah niso natančno napisali, pa so napisali vse v glavne zgradbe ali pa obratno in tako naprej. Skratka, kot rečeno, verjetno, če bi še eno raziskovalno tehniko uporabili, bi bilo podobno. Torej, če pogledamo socialno-varstvene zavode, smo ugotovili, da je od 1522 stanovalcev 1094 stanovalk in stanovalcev, ki so stari med 18 in 65 let in število zaposlenih 964. Razlog, zakaj, še enkrat poudarjam, zakaj nas je so nam zanimale te številke, je bilo ravno zato, da se kasneje lahko naredi natančna ocena potreb. Mi smo naredili oceno potreb, tako bi rekla, na grobo, potem pa se lahko zelo natančno naredi, koliko ljudi bi potrebovali stanovanja, podporna stanovanja, stanovanja z dolgotrajno podporo, kratkotrajno podporo in tako dalje. Skratka, vse tisto, kar tisti, ki se ukvarjate z razmišljali o deinstitucionalizaciji in vem, da vsi vse veste, to. Gledali smo pa tudi vedno število zaposlenih. Zanimalo nas je pa tudi, koliko ljudi je še v glavnih zgradbah, mogoče se vam bo zdelo smešno, v poročilu je tudi ena glavna zgradba, ki se reče sušilnica, ampak tako je navedeno v letnem poročilu. To ni napaka, ki bi nam ostala noter iz kakšnega cut-pasta. No in potem dislocirane enote. In te dislocirane enote so pa lahko zelo različne. To so lahko bivalne enote, so lahko, nekateri pravijo stanovanjske skupine, drugi pravijo stanovanjske skupnosti, potem je pa nekaj manjšega števila, so pa stanovanja. In te dislocirane enote so včasih zelo blizu glavnih zgrad, včasih so razvejane po vsej Sloveniji, ali pa so tako blizu, da osebe iz glavnih zgrad po noči dela nočne obhode. Pri Centri za usposabljanje, delo in varstvo smo ugotovili, da je od 1203 stanovalcev, število stanovalcev med 18 in 65 let 961. Zanimivo pa je, da je število zaposlenih večje, kot je število stanovalcev. In tudi Centri za usposabljanje, delo in varstvo, ko smo gledali cenik storitev, moram iti kar hitro, tako bi rekla, integrativno naprej, so najdražji, to so pokazali že prejšnje raziskave. Cene zdravstvenih storitev je praktično nemogoče ugotoviti, zato ker niso še določene strani ministrstva. Cene oskrbnih dni so najdražje in kot vidite, tudi število zaposlenih je izredno veliko. Če pogledamo, torej vsi zavodi imajo zelo podobne, kot je rekel Gašper, podobne storitve od osnovnih, torej tisto, kar lahko preberete v zakonu o socialnem varstvu in o pravilniku, standardih in normativih, ne bom to ponavljala, in med aktivnostmi, ki pa jih imajo stanovalci na voljo, je pa tudi zelo podobno. Uporablja se nek tak pokrivajoč pojem skrb zase, aktivnosti za zdravo življenje, delovne terapije, programi družabništva, občasni nakupi v bližnjih trgovinah, občasni izleti, letovanja, udeleževanje lokalnih prireditev in tako naprej. Ugotovili smo, da ko smo brali sezname aktivnosti, te seznami so zelo dolgi. In naš sklep je bil, da se v tem hipu, do sedaj, da se je v Sloveniji na nek način kvaliteta socialno-varstvenih zavodov ocenjevala po dolgih spiskih aktivnosti.
Iz vidika nevladnih organizacij in iz vidika perspektive te raziskave pa menimo, da to ni dovolj in da to sploh ni kriterij kvalitete. Da so to lepe stvari in da je to zelo dobro, da so zavodi postali bolj aktivni, ampak da v nobenem primeru, torej niti ne v intervjujih, niti ne v vprašalnikih, niti ne v letnih poročilih in drugih dokumentih, ki smo jih analizirali, ni zastavljenega cilja, da bi človek recimo živel samostojno in da bi se potem na koncu leta ugotovilo, koliko ljudi je začelo samostojno živeti ali pa koliko ljudi je recimo se poročilo ali pa koliko ljudi je šlo naprej v obliko vseživljenjskega učenja in podobno. Skratka, v tem smislu so te primerjave zelo podobne med različnimi zavodi. Recimo, kot sem že prej rekla, ceniki storitev so zelo zanimivi, vsak zavod ima različno zaračunava, ne samo cene storitev uradne, ampak tudi dodatne. Naprimer, ponekod je uporaba lastnega hladilnika 25 centov na dan, včasih je več, ponekod je dodatno čiščenje 5 evrov, ponekod je več. Oblačenje umrlega je v enem zavodu 10 evrov, v drugem zavodu je pa kar 33 evrov. In tako dalje. Tako da te, bi rekla, osnovne matematične številke so zelo povedne in se mi zdi, da je to prav tisto, kar smo potrebovali za to, da vidimo, kaj. Pri CUDV-jih, ko smo naredili krajšo primerjalno analizo, zaradi tega, ker gre za ustanove, ki so zelo velike, smo ugotovili kar zanimive zadeve. Ena je, da zagotavljajo vedno več novih storitev. Recimo, dolgotrajni namestitvi so se pridružili še nove, recimo kratkotrajni, pa krizni sprejemi, vikend varstvo, počitniško varstvo in tako naprej, kar pomeni, da je mogoče tudi že iz potreb, ki jih zavodi zaznavajo pri uporabnikih, ugotoviti, da so to potrebe, ki so tiste, o katerih govorimo na področju deinstitucionalizacije. Da mnogo ljudi, tako svojcev kot ljudi z ovirami, ne potrebuje 24-urno pokritje, ampak potrebuje kratkotrajnejše namestitve, interventne, nekajurne, počitniške in tako naprej. In da je tukaj gotovo pomembno, da se že obstoječe inštitucije temu bolj prilagodijo. Potem smo ugotovili, da se, kot je povedala že Elena, vključuje vse več ljudi z novimi diagnozami, naprimer z avtizmom, potem z demenco, potem z starejši. Našli smo celo, da nek zavod pravi, da sprejemajo tudi osebe z izkušnjo spolnih zlorab. Torej, tukaj je ena tendenca, ki za deinstitucionalizacijo ni dobra. Ni dobra. Tretja stvar, vse širše regijsko in nacionalno pokritje in pomen za lokalno okolje. Torej, če pogledamo, CUDV-ji so zelo razpredeni, recimo v enem, te natančne podatke so v poročilu, pa jih zdaj nočem niti navajati, imajo uporabnike iz 55 občin. No, sicer so v Sloveniji občine res tako majhne, da je to lahko hiter, ampak kljub vsemu, so kar skoraj po polovici države. Na nek način so vse bolj zbirni, pravzaprav nekateri tudi v svojih letnih poročilih pravijo, da želijo postati nacionalni zavodi, nacionalni centri. Recimo, če pogledamo en primer, to je največji CUDV, Draga Ig. Vidite, da ima 15 dislociranih enot in vidite, da to je področje južne Slovenije, torej Dolenjske. Zdaj, če bi bila je to kar zelo velika razpredenost, od Ribnice do Novega Mesta,
in tako naprej. Seveda, za lokalno okolje so zavodi pomembni iz več razlogov. Zaposlujejo lokalno prebivalstvo, zaposlene, recimo, pa ne samo zaposlene, ampak tudi tiste, ki zavodu ponujajo specifično trgovino. Nudijo nekatere storitve, ki jih lokalno okolje potrebuje, na primer z področja zdravstva, rehabilitacije in storitve za zunanje uporabnike. Zelo zanimivo je videti, da vsi socialno-varstveni zavodi razen enega ponujajo tako imenovano tržno dejavnost, na primer razvažanje kosil, celo ponujanje počitniške kapacitete, potem masaže, pomoč na domu, zelo pogosto. Tudi to je zelo pomembna komponenta, ki jo v procesu deinstitucionalizacije potrebujemo. Vprašanje pa je, kako jo izvajamo, kako jo bomo izvajali in kako lahko tovrstne, in vidimo tudi, da ljudje tovrstne storitve v skupnosti vedno bolj potrebujejo. Vprašanje pa je, kdo bo to delal, kako bomo to delali in tako naprej. Torej, organizacijsko preoblikovanje je zelo značilno. Torej, vsi zavodi, če rečem socialno-varstveni zavodi, mislim socialno-varstveni zavodi in CUDV-je, ki so tudi zakonsko kot socialno-varstveni zavodi definirani, so se organizacijsko oziroma bivanjsko glede na nastanitve zelo spremenili. Kot sem že prej rekla, skoraj pravzaprav vsi imajo bivalne enote. Problem teh bivalnih enot je, da so včasih prevelike. V zakonu pravijo do 24 oseb. Večina bivalnih enot je do 24 oseb, ne pa vse. Stanovanjske skupine, stanovanjske skupnosti in stanovanja. Vendar pa, kot sem že prej rekla, čeprav se ravno te dislocirane enote poskušajo biti, se približati skupnosti. V resnici, če pogledamo bivanje v teh bivalnih enotah, je še vedno preveč institucionalno obarvano. To smo videli pri intervjujih, pa tudi po takšnih stvareh. Recimo, nekatere bivalne enote ali pa stanovanjske skupine se zaprejo poleti, kar za 5 tednov. Nekatere stanovanjske skupine se zaprejo čez vikend, nekatere so prevelike in tako dalje in tako naprej. Da ne omenjam recimo tudi, da je pri mnogih, bomo točno natančno prešteli koliko, ampak pri večini bivalnih enot je bivanje v bivalni enoti ali pa stanovanjski skupini pogojeno tudi z delom v varstveno delovnem centru. To pomeni 16-urna plus 8-urno institucionalno varstvo. Storitve za zunanje uporabnike sem omenila. Nažalost, zavodi niso povedali točno, koliko dobijo denarja iz tega, razen enega. Tako da to nam je ostalo skrivnost. Uporaba sodobnih konceptov. Zanimivo je, da večina CUDV-jev, pa tudi socialno-varstvenih zavodov, je v poročilih v svojem delu in tudi v odgovorih na naše vprašanje uporablja zelo moderne koncepte. Skoraj vsi govorijo o normalizaciji, personalizaciji storitev, izvajanje individualnih načrtov, zagovorništvo, individualizacija zasebnosti, zaupnost, analiza tveganja. Večina zavodov je navedla, da upravljajo individualne načrte, no se to je tudi določa zakon, ki so podlaga za to, ampak podlaga, zakaj so individualni načrti, to je vprašanje. Za večinoma so podlaga za to, da se ugotovi, ali recimo gre lahko oseba iz glavne stavbe v bivalno enoto, ali je primerno, da se vključi v neko intenzivnejšo športno aktivnost, ali pa da gre domov in tako naprej. Torej, tukaj vidimo razkorak med moderno terminologijo in prakso, ki je mogoče malo manj moderna, bolj predmoderna. Recimo, v enem poročilu nismo vedeli, ali so se pisci šalili, ali je to res.
recimo pravijo, da skoraj v 2 stavkih, v enem stavku pravi, se držijo načela normalizacije, potem pa napišejo, da so uporabnike učili sobivanja na drugačnem nivoju. No in tretji stavek je pa potem, da grejo v cerkev. Torej, tukaj vidimo, da pravzaprav ta moderna terminologija nič ne pomeni. Nič ne pomeni in da v bistvu se uporablja zato, ker se na nek način poskuša, mogoče bi bilo res treba razmišljati o tem, kako resnično uresničiti te koncepte v praksi. Potem naslednja stvar je koncept zaposlitve uporabnika. Beseda zaposlitev se pri nas uporablja v tem smislu, da nekoga zaposlimo, tako kot zaposlimo otroka za to, da opravljamo neko delo. Ali pa ne v smislu zaposlitve, plačane zaposlitve, ampak te stvari se prepledajo, vendar pa je tako imenovana zaposlitev tisto, kar je najbolj tipičnih aktivnosti v inštitucijah. Torej, velik del storitev je osredotočen prav na področje organizacije tako imenovanih zaposlitev. Tako imenovana institucionalna narava integracije v skupnosti pa je videna na ta način, da ko smo gledali, katere aktivnosti uporabniki upravljajo, so to v glavnem aktivnosti, ki so vedno organizirane, vedno praviloma grejo ljudje v skupini, recimo grejo po nakupih 2krat na mesec po nakup v bližnjo trgovino in tako dalje. Skratka, tisto, kar nas je zanimalo, je, kako bi integracija v skupnosti bi pomenilo, da bi ljudje imeli, da bi stvari počeli sami, da bi bili sposobni stvari, da bi bili v to spodbujeno, to pomeni integracija v skupnosti, ima zelo institucionalna narava. Celo v enem primeru je delovna terapija, je integracija v skupnosti bila definirana kot delovna terapija. To pomeni, nekoga se terapira za integracijo v skupnosti. Torej, vidite, da gre tukaj za 2 koncepta, to je citat iz enega poročila letnega, ki ne gre skupaj. Veliko je psihiatričnih naravnanosti v tem smislu, da je veliko medicinizacij in medikalizacij. Obenem pa, če se spomnimo junijske konference, je en uporabnik tako plastično povedal o tem, kako je pravzaprav v socialno-varstvenem zavodu ni imel, v bistvu, dobro, ti si bil dom za stare, no? Ampak da ni imel medicinske storitve. Tako. To je zelo na hitro. Potem smo šli pogledati varstveno-delovne centre. 29 varstveno-delovnih centrov imamo z 86 enotami. Če prištejemo še CUDV-je in ZUDV, jih je 34 s 102 enotami, imajo institucionalne in dnevne oblike in zato nas je to zanimali in smo naredili tudi zbirnike, kakšne dislocirane enote imajo vsak VDC in to je v tej institucionalni obliki VDC-jev je 689 oseb. Pri kombiniranih socialno-varstvenih zavodih, torej, kjer so tudi ljudje z gibalnimi, senzornimi, intelektualnimi ovirami, ne samo ljudje zaradi starosti, je v vseh skupih je 2824, stanovalcev med 18 in 65 je 497 in osebja manj, torej vidite, to so tudi te inštitucije, v katerih so v intervjujih ljudje govorili o problemu pomanjkanja osebja. No, domove za stare je Elena že omenila, od 99 domov starejših občanov in 10 dodatnih enot domov za stare smo dobili 84 odgovorov. Kolegica Natalija Jeseničnik je to zelo natančno spet morala uporabiti osnovnošolsko matematiko, da je zelo natančno prišla do tega, da je v 84 domovih za stare živi 945 oseb,
mlajših od 65 let. Samo v 3 domovih se je izkazalo, da nimajo oseb mlajših od 65 let, sicer pa se število po posameznih domovih gibe med 1 in 45 ljudmi, povprečno pa po 11 oseb v eni inštituciji. In po zakonu o socialnem varstvu bi morali oddelki imeti posebne enote oziroma oddelke za mlajše osebe, kar ima pa samo Ljubljana, Bežigrad in Fužine. Tisto, kar je pa Elena Pečarič ugotovila, pa je, da se ministrstvu za delo in inšpekcijski službi to ne zdi nič narobe. Torej, če pogledamo zbirnik za vse inštitucije, vidimo, da imamo v vseh inštitucijah institucionalnih namestitev za osebe od 18 do 45 let 4186 oseb. In za te osebe predpostavljamo, da bi z zadostnim obsegom storitev, programov in tako dalje lahko bivali v skupnostnih namestitvah. Cenike storitev sem že omenila, vse zbirniki so v poročilu. No, sedaj pa grem še na analizo programov nevladnih organizacij. In sicer pogledali smo vire financiranja, vrsto storitve, obseg storitev in dostopnost. Pogledali smo in videli, da je največ tako imenovanih invalidskih organizacij, 206, od tega je državnih 29, na državni ravni. Med 96 humanitarnimi organizacijami pa smo izločili 9, za katere, ki že zdaj opravljajo neke programe ali pa neke torej aktivnosti, ki imajo programe, ki podpirajo procese deinstitucionalizacije. To pomeni, tukaj notri so pa tudi nevladne organizacije s koncesijo. Torej, med temi 29 invalidskimi organizacijami, ki delujejo na državni ravni, so tudi nekaj tistih, ki že izvajajo programe za podporo bivanja v skupnosti. Namreč vsi ostali to ne. In med temi, ki izvajajo, torej smo našteli te organizacije. Vita, Sklad Silva, Društvo Gledoslepih Dlan, Zveza društvo slepih in slabovidnih, Društvo študentov invalidov, Združenje invalidov Forum Slovenije, Društvo distrofikov, JHD, Sonček, Zožitje, Društvo Vizija, Združenje multiple skleroze, Društvo gluhih in naglušnih in to je to. Torej, to so organizacije, ki imajo vsaj enega od 3 programov, ki so bistveni za procese deinstitucionalizacije, to je bodisi bivanje, torej stanovanjske skupine, stanovanja, ali dnevne centre, ali pa osebna asistenca. No, in ukvarjali smo se tudi z finančnimi vidiki, kako država, FIHO, lokalne skupnosti, donacije, Zavod za zaposlovanje, kako financira nevladne organizacije, to je podrobno vse opisan. Samo tole tabelo, poglejte, programi na področju duševnega zdravja, ministrstvo financira ta program v višini 2 milijona 500 in programe za invalide v višini 519 tisoč evrov. Vidimo, da je programi na področju duševnega zdravja je ministrstvo zmanjšalo finančna sredstva od leta 2013, medtem ko na področju programov za invalide jih je majceno povečala. Medtem ko s temi drugimi programi se nismo ukvarjali, zato ker niso neposredno vezani na procese deinstitucionalizacije. Med 9 humanitarnimi organizacijami, ki smo jih natančno pogledali, je 7 nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja, Altra, Društvo DAM, Vezi, Humana, Novi Paradoks, Zara in Šent, ena organizacija, ki se ukvarja s področjem intelektualnih ovir, Marka, in ena z otroki s posebnimi potrebami. Če pogledate zemljevid, vidite, da so invalidske organizacije, lokalne invalidske organizacije
zelo razpredene po Sloveniji, medtem pa zelena barva so pa teh 9 humanitarnih, ki bi že v tem trenutku lahko podpirali procese deinstitucionalizacije, so pa v bistvu, jih je pa praktično zaščepec, ne? Kar je zelo velik problem. Ker v poročilu tudi mislim, da pravilno zaključujemo, da nekatere invalidske organizacije so predvsem so tako medicinsko usmerjene, da pravzaprav in tudi konceptualno jih deinstitucionalizacija, tudi kot smo bili na junijski konferenci, ne zanima. No in program je pomembna za procese deinstitucionalizacije, ki smo jih natančno pogledali, pa jih danes ne bo čas natančno predstaviti, so bili programi osebne asistence, vodenje bivalnih enot stanovanjskih skupin in stanovanjsko podporo, vodenje dnevnih centrov in informirane svetovanje za govorištvo in tako dalje. Te zadnji so programi, ki sami ne morejo podpirati, torej z njimi si ne moramo pomagati na področju deinstitucionalizacije, če nimamo prvih dveh. Tako da najpomembnejše sta ta dva, ki pa nista, za katere pa, kot potem pokažemo na koncu, niso niti dovolj kapacitet, niso niti dovolj finančno pokriti, niso niti, bi rekla, enoviti. Različne organizacije si osebno asistenco recimo različno predstavljajo, različno konceptualizirajo, imajo različno število uporabnikov na asistenta oziroma asistente na uporabnik in tako dalje. Med programi osebne asistence jih je 12, zelo natančno so navedeni, vendar so zbirniki tako dolgi, da v PowerPoint niso šli. Imamo 254 asistentov v tem trenutku, 650 uporabnikov, velike razlike v številu, konceptualne razlike. Naj spomnim, da je ministrstvo... Ne v tem trenutku, ampak v lansko, to so rezultati za 2014. V tem trenutku so že tudi novi zbirniki objavljeni, ker je bil nov razpis, kjer se sredstva ministrstva povečujejo za sredstva, ki jih je prej imel Zavod za zaposlovanje, in najverjetneje bomo tudi te podatke vključili zraven, s tem, da bomo napisali, da so to podatki za leto 2015. Lahko dodam, če vas zanima, za 2015 imamo 316 osebnih asistentov, 316. Na razpisu je uspelo 30 organizacij, samo 6 organizacij nudi 6 organizacij, zdaj se tam nema niste, pa lahko no, 6 organizacij organizira osebno asistenco, da je več kot 20 ur pomoči na teden. Potem so 3 organizacije, ki nudijo, da je od 10 do 20 ur pomoči na teden na uporabnika. Ostalih 21 organizacij pa je povprečje pomoči, in jaz se sprašujem, ali se to lahko imenuje osebna asistenca, 3,5 ure pomoči na teden. To je tudi v bistvu v podporo tega, da govorimo, da med programi nevladnih organizacij obstajajo velike vsebinske razlike in tudi, ko bomo prišli do priporočila, boste videli, kako si pač tudi nevladne organizacije, kaj predlagamo, da se to odpravi. No, pri bivalnih enotah imamo nevladne organizacije s koncesijo, pa humanitarne, 328 oseb, ki živi v 48 bivalnih enotah brez koncesij in 14 s koncesijo. V dnevnih centrih imamo 24, v teh dnevnih centrih se je pokazal eno tistih problemov, na katerega ki sem ga omenila prej, da je štetje uporabnikov včasih kriterij kvalitete, pa ne sme biti. Recimo, nekateri so navedli veliko število ljudi, ki se samo za pol ure pridajo v dnevni center, vendar iz vidika kvalitete in tudi v bistvu procesov deinstitucionalizacije je to ne moramo šteti za dejansko, 2040 oseb. No, recimo tukaj je
recimo približno, kako smo te zbirnike šteli. Pri vsakem smo pogledali, koliko ima enot, koliko je uporabnikov, koliko je uporabnikov na enoto povprečno, koliko je zaposlenih, pa še kdo financira. Večinoma je financer, je več financerjev. To samo toliko. Pa recimo pri Sožitju, Čebeli in Sončku, ki so s koncesijo, kako smo prišli na bivalne enote, kje jih imajo, koliko ljudi v njih, povprečno število uporabnikov v enotah in tako dalje. Ugotovitve so, da so za financiranje programov občutno premajhna sredstva, velika kadrovska podhranjenost, namreč bila je upravljena ena fokusna skupina z predstavniki nevladnih organizacij, ki so vsi to zelo poudarjali, da velik delež dela upravijo prostovoljci, da so omejene kapacitete, da način in obseg financiranja ne dovoljujejo povečanje obsega, čeprav obstajajo velike potrebe. In paleta različnih storitev je občutno premajhna. In to je tudi eno od razlogov, da ljudje ostajajo v stanovanjskih skupinah. To, kar je ugotovila že Petra Videmšek leta 2011, se ni spremenilo. Stanovanjske skupine niso prehodne oblike, ampak so stalne oblike. Da je vključene v del institucionalnega varstva, raziskavo o življenju v institucijah, ker pri nas tudi stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja za stanovanjske Skratka, stanovanjske skupine, bom začela, na področju oseb z ovirami, grejo pod institucionalno varstvo in se za njih sklepajo koncesije, za katere pa se predvidoma ne povečuje obseg razpoložljivih mest, ampak mislim, da več ali manj v zadnjih 5 letih stanje ostaja isto v stanovanjskih skupinah, ki se s koncesijami, ki jih upravijo invalidske organizacije. Za razliko od stanovanjskih skupin in bivanjskih enot, ki jih imajo pod svojim upravljanjem različni zavodi, ali so to CUDV ali so to drugi, kjer pa se predvidoma ta mesta povečujejo. Čeprav, na primer, je tudi Natalija ravno, ko smo šle čez, ugotovila, da v Hrastovcu se, na primer, zopet je začenjalo zmanjševati število ljudi, vključenih v stanovanjske skupine in se znova povečuje število oseb, ki so v osnovnih zgradbah tega. Na področju duševnega zdravja pa so stanovanjske skupine razpis, se pravi, se vodijo pod Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in tudi tukaj mislim, da se število bistveno ne povečuje v zadnjih letih, kot smo ugotovili. In tako kot je že dodala Darja, stanovanjske skupine so iz neke ideje prehodnih namestitev postale v bistvu skoraj da trajna, ker tudi v stanovanjskih skupinah osebe živijo 5 ali pa 10 let ali pa še več. Zdaj pa na hitro na priporočila, da mora procese deinstitucionalizacije spremljati razvoj nevladnih organizacij, ki bodo sposobne ponuditi potrebne storitve v skupnosti, glede na individualne potrebe uporabnikov, ne glede na njihovo diagnozo. In sicer se morajo storitve razviti tako v urbanih kot na ruralnih področjih. Spodbujati je potrebno mreženje, kot je mreža za deinstitucionalizacijo že začela, povezovanje in sodelovanje NVO-jev med seboj za zagotovitev celostnih in kvalitetnih oblik podpore. Torej, prenehati je treba preseganje na socialno versus zdravstvo, invalidske nasproti humanitarne, lokalne nasproti državne in tako naprej. Ampak pogledati, kaj ljudje potrebujejo. Vladne organizacije morajo razviti svoje lastne standarde kakovosti. V merjenje kakovosti storitev morajo biti vključeni uporabniki. In torej, to izhaja iz tega, da so včasih standardi niso jasni, včasih so tako velike konceptualne razlike med programi nevladnih organizacijah in tako naprej.
In nekatere vsebine, zlasti te, ki podpirajo osebno asistenco, bi bilo potrebno poenotiti. Zagotoviti je potrebno redno, kontinuirano in zadostno financiranje nevladnih organizacij, ki bi moralo postati del rednega financiranja, utemeljenega v zakonodaji. Torej, zakon, različne zakonodaje, ne? Vključno z zakonom o osebni asistenci. Nova delovna mesta je potrebno odpreti. Ogromno nevladnih organizacij dela na začasnih zaposlitvah, ljudje delajo prek javnih del, posledična je visoka fluktuacija zaposlenih, negotovost, prekarnost, kar vpliva na slabo kvaliteto dela. In s strani občin je potrebno urediti zakonsko podlago za sofinanciranje storitev. Nekateri ljudje se ne morejo preseliti, zato ker občine tega ne podpirajo. Potrebno je postopno izenačenje zakonskih pogojev za nevladne organizacije in že obstoječe organizacije na področju institucionalnega varstva. Zakon o socialnem varstvu mora v izvajanje socialno-varstvenih storitev vključiti tudi nevladne organizacije. Obenem se je potrebno izogibati nepotrebni birokratizaciji storitev, posledično tudi njihovi visoki ceni. Ko smo gledali cene, nekatere cene so visoke, nepotrebne. Za financiranje storitev, ki so že preizkušene, se mora čim prej uvesti zakonska osnova, osebna asistenca, stanovanjske skupine in tako naprej. To pomeni, da se iz programov spremenijo v socialno-varstvene storitve, ki jih izvajajo tudi nevladne organizacije. Dokler pa ni v veljavi zakonska sprememba, je potrebno te storitve še redno izvajati na programski način, ampak nujno je, da se povečajo kapacitete v teh programih vsaj za 50%. Razvoj uvedbe neposrednega financiranja storitev, ki jih prejema uporabnik sam, je nujen pogoj, to je nujen element deinstitucionalizacije. Torej, finančna sredstva morajo slediti uporabniku tudi pri plačevanju storitev nevladnih organizacij. Uporabnik mora imeti pravico, da se odloči, kje bo uveljavljal storitve, ki jih potrebuje. Za uresničevanje procesov deinstitucionalizacije je potrebno takojšnje medresorsko sodelovanje med različnimi službami ministrstev, lokalnimi skupnostmi in javnimi stanovanjskimi skladi za pridobitev namestitvenih kapacitet. V nekaterih socialno-varstvenih zavodih namreč smo ugotovili, da država na leto v enem zavodu da 2 milijona evrov za to, da ta zavod najema zasebne prostore po različnih delih Slovenije. To je nedopustno, to je res metanje stran denarja. Imamo tako veliko neizrabljenih kapacitet. In tukaj bi rada povedala še nekaj, preden dam besedo Klavdiji zadnjo, in sicer to, da smo zaskrbljeni, da čeprav je država leta 2014 že v nacionalni reformni program dala procese deinstitucionalizacije, se je v istem letu so se financirale ali pa podpisale financiranje za nove bivalne enote v institucijah, za obnove določenih PDC-jev in tako dalje. Torej, zaskrbljeni smo, da proces deinstitucionalizacije še vedno ni zaveza vseh nas.